Zdaj to je malo kar poklicna deformacija, tako da kondom in zaščita sta v bistvu kar visoko na mojem seznamu, ampak dejstvo pa je, da to ni vse, da ta negativen pristop do spolnosti, do seksa pač ni nekaj, na kar bi se morali osredotočati. Tudi mi kot študentje medicine je fajn, če seveda pač povemo, kaj so možne posledice, kako se je treba zaščititi pri tem, ampak je pomembno, da tudi povemo, da je seks pač ena lepa stvar med ljudmi, ki se imajo radi, tako da pač ne sme biti kondom, zaščita, AIDS prva stvar, ki jo pomislimo pri seksu. Naš projekt je projekt Virus. V bistvu sem se včlanila v projekt prvi teden, ko sem prišla na faks. Slišala sem res dosti v redu stvari, že preden sem se sploh vpisala na medicino. Zdaj, zakaj HIV, AIDS, spolno prenosljive bolezni? V bistvu si želim tudi potem specializirati ginekologijo in to je pač ena stvar, ki je dosti blizu temu, kar bi mene pol v nadaljnji poklicni poti zanimalo. Pa pač se mi zdi tudi ena stvar, o kateri je treba več govoriti. In to je. Ena izmed naših dejavnosti je tudi to, da delamo delavnice varne in zdrave spolnosti po srednjih šolah in pač moram reči, da še nisem imela razreda, ki ga ne bi zanimala pač naša delavnica. Ker to je ena taka stvar, ki je nujen del našega življenja, pač vsi se srečamo z njo. Pač mladi so ravno v tem obdobju, ko se začnejo srečevati s spolnostjo in to je res ena izmed stvari, ki jih v tem trenutku pač pri njihovih 15-16 letih najbolj zanima. Dostikrat razmišljam o tem. Prvič, ko sem slišala, sem našla v avtu zloženko o HIV-u in AIDS-u in je bila res grozljiva zloženka z 2 okostnjakoma, res taka, da človeka prestraši in mislim, da sem imela še kar dolgo časa res ta strah pred HIV-om in AIDS-om. Pač tudi malo, mislim, neracionalen strah, ker pač vemo, da je zdaj to že zelo obvladljiva bolezen. Ampak mislim, da veliko ljudi še vedno čuti to, kar sem jaz takrat čutila, ko sem videla to zloženko, ker pač to je način, na katerega večinoma podajamo informacije o HIV-u in AIDS-u. To je nekaj groznega, pred tem se je treba zaščititi. Mislim, se je treba, ampak pač se mi zdi, da je način zastraševanja ljudi ni pravi način, ker takšno zastraševanje ustvari tudi eno stigmo in pa strah pred testiranjem, ker je veliko ljudi prestrašenih, da bi izvedeli svoj HIV status in se tudi ne grejo zaradi tega testirati in tu je problem potem poznih diagnoz in pa tega, da se HIV prenaša naprej nevede. En mit, s katerim se mi konstantno srečujemo, tudi ko gremo med ljudi na stojnice. Ja, HIV, AIDS, pač jaz tega ne morem dobiti, to je samo za geje pa za junkije. Pač to je en veliki mit, ker vsi vemo, da pač v svetovnem merilu je največ prenosov med heteroseksualnimi spolnimi partnerji. In pa pač dejstvo je, da vsak lahko dobi HIV, pač, ker ti seksaš, ne vem, sam s svojim heteroseksualnim partnerjem, pač niti slučajno nisi varen pred HIV-om. Drugi mit pa pač to, da je HIV smrtna obsodba, kar pač že kar nekaj časa ne drži več, ker s temi novimi zdravili je zdaj to zelo obvladljivo in v bistvu pač ljudem, ki živijo s HIV-om, je omogočeno čisto normalno življenje. Starši so mi kupili knjigo o puberteti, pač mislim, da je bil to moj prvi stik s spolnostjo.
z informacijami o spolnosti. Potem pa, ne vem, iz pogovora s prijatelji, vem, da smo imeli tudi te delavnice varne in zdrave spolnosti v srednji šoli, ampak pač največ sem pa v bistvu izvedela, ko sem se priključila projektu Virus, ker me je v bistvu to tudi spodbudilo k temu, da sem sama iskala informacije, pa tudi malo, da sem ločila zrno od plevela, torej pač, da sem znala poiskati prave, verodostojne informacije. Ne, to pa nimam. Oziroma ne, da bi vedela, ker pač dejstvo je, da ljudje, ki živijo s HIV-om, niso dolžni pač tega povedati meni kot njihovi znanki, kolegici, prijateljici. Načeloma, preden s komerkoli seksaš brez kondoma, je to ena stvar, ki jo pač moraš vprašati svojega partnerja, oziroma je odgovorno, da jo vprašaš svojega partnerja. Pač verjetno tudi malo poklicna deformacija, ker se pač skozi ukvarjamo s temi spolno prenosljivimi boleznimi, pač to en mali črvek v možganih, ki pač vedno govori to, da je pač to treba preveriti. Pač mi vedno priporočamo kondom, ker pač kondom je še vedno edina zaščita, oziroma najbolj zanesljiva zaščita pred spolno prenosljivimi boleznimi, tudi najbolj dostopna zaščita. Sploh, ko se pogovarjamo z mladimi, je kondom pač stvar, ki jim jo polagamo na dušo, ker jim je kondom najbolj dostopen. In pač tudi oni so zdaj v obdobju, ko začnejo eksperimentirati s spolnostjo, jim je res treba povedati, da pač je treba, mislim, da je spolnost lepa stvar in da je ena pomembna stvar v njihovem življenju, ampak pač tako do vsake stvari je pač treba do tega pristopiti odgovorno in pač varno. Ena stvar, ki sem jo res želela, je opozoriti na to stigmo, ki ki spremlja HIV in AIDS, ker pač je stigma ena izmed stvari, ki dejansko najbolj ovira zgodnje diagnoze, in je tudi eden izmed glavnih razlogov, da se pač HIV v bistvu širi, ker ljudi je strah in se ne grejo testirati, ne poznajo svojega statusa in pač lahko širijo bolezen tudi naprej. Tako da pač jaz bi res rada poudarila, da je stigma ena izmed tistih stvari, ki si jo jaz res najbolj želim izkoreniniti pri vseh spolno prenosljivih bolezni, oziroma pač stigma na splošno povezana s spolnostjo, ker pač to ni ena obrobna stvar v našem življenju, to je pač pomemben del našega življenja, pač večina od nas je spolno aktivnih in zdaj jaz ne vem, zakaj je treba stigmatizirati to, ker je pač tudi, mislim, za večino ljudi je to ena lepa izkušnja, no.